lepo pozdravljeni na današnjem malo drugačnem bogoslužju. Mineva že 6. teden, odkar smo v karanteni, doma. To je že skoraj 40 dni, si predstavljate? 40 dni, odkar smo bili nazadnje tu, skupaj zbrani. Ne vem, kako je vam, ampak jaz tako pogrešam to našo skupnost. Pogrešam, da smo tu skupaj, slavimo Boga Vsemogočnega, poslušamo Božjo besedo, to duhovno hrano ščaranicamo za naša duhovna življenja. In pogrešam te čas skupnosti eden z drugim. Ampak, kako sem že pravila, ko nicamo duhovno hrano, smo ne bili brez duhovne hrane vsem tom čase 6 tednov. Naš pastor nam je vsak dan pošiljal spodbudne besede. Imeli smo čudovito poučevanje o posti, lepo razlago o veliki noči. In kaj svrbljen, ko ste prebirali to literaturo, še ste dobili po elektronski pošti in ko vam je koristila v tom času, šterega preživljamo. Znate, kaj svrbljen, ko je Bog dopustil, ko se svet in čas, v šterem trenutno živimo, vrti malo drugače, kot smo vajeni. In sigurno smo nicali kar nekaj časa, ko smo se navadili na to situacijo. In v tom drugačnem času smo praznovali tudi Vizen, veliko noč, praznik, v šterom se spominjamo čudovitih dogodkov. Najprej dogodkov strašnih bolečin in te čudovitega vstajenja, dela Jezusa Kristusa. In v tom duhu velike noči, ko povemo, Jezus je zmagovalec, Jezus je zmagal in je gnez zmagovalec. Hudič je premagan, ampak žal je še ne uničen. In zavoljo toga se on tako trudi, ko bi uničil delo in ljudi, šteri zvesto ščejo služiti Jezusu. In to so ti in jaz. On se bori, ko bi mi, da je čas za pričevanje, bili tu. Ko bi ga zatajili, ko ne bi pokazali svojem življenju. Zato je tako pomembno, ko ostajamo v Jezusovi prisotnosti, ko smo pri njemi in imamo to moč, ko njemi verno služimo iz dneva v dan, ko svojim življenjem pokažemo, ko on živi. In to je tako čudovito. Daleko z življenjem in z besedami pričujemo o tej zmagi, pridobljeni na Golgotskem križu.
Drage sestre, dragi bratovge, lepo pozdravljeni v mogočno imene Gorskognanog Jezuša Kristuša. Več kot mesec dni smo ne bili tu na skupno bogoslužje v tom našem lepom molitvenom dome. In da sem prišel se, pa zagledno je prazen prostor. Me je stisnilo pri srce. Očami idem od klope do klope, vidim obraz enoga pa drugoga, vsakoga med dvome, vse od zadnje, vse do prve klopi. Pogledam na desno, čujem te glasove slavljenja našega stranika, od vsej tej različne naših glasbenih skupin. Pa razigranost, pa džavkanje male dece. Znate, to človeka zdigne. Da zahvali Boge za vsakoga med dvome. Nišče ne mre učiti te bolečine enoga pastira v takšnih trenutkaj, da to doživlja z enim pitanjem v svojem življenju, v svojem srcu. Kako se počuti moj brat, moja sestra? Ko doživlja, kakšno je njegovo duhovno preživljanje dni v toj pandemiji, štera je razširjena po celem svetu. Posebno težko je, kad je to veliki praznik, to veliki svetkov, kako je velika noč, ne moramo vkuper svetiti in biti vkuper na bogoslužje. Pa vseeno, povezuje naš njegova ljubezen, povezuje nas njegova močna ljubezen, štera je močnejša od koronavirusa, štera je močnejša od vsake nadloge. Povezuje nas pa vsekakor tudi molitev, štera se dviga pred Božji prestol milosti iz naših src za brata, za sestro, za prijatelja, za soseda, za cerkev, za našo deželo v vere, kada je Bog na svoj način poslušno in pa tudi odgovor. Da mi spremljamo Jezušovo življenje od rojstva pa do gorstanjenja, te opazimo, da on bil vsikdar med dvema skupinama ljudi. V Mateji 27 pa 38 veršoš piše tak. I razpeta sta z njim dva razbojnika, eden z prave in eden z leve strani. Oče nebeški, blagoslovi nam to drago Tvojo svetu reč in pomori nam, kamo jo razumeli in živeli po njej. Amen. Pred nadaljevanjem se pogledamo en kratki izsek filma gli od tej svetopisenske vrstice, od toga veršoša. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. Don't you fear God? We received the same sentence. He did, but he has done no wrong. Remember me, Jesus, when you come as King. I promise you,
Today you will be in paradise with me. Ne samo na križi, pač pa vsikdar je Jezus bil razpet med dvema skupinama ljudi. Že kot dojenček se je mogel soočati z dobro pa slabo stranjo tiste, štiri so ga obkrožale. Modri z vzhoda in pa Herodaš. Ene so prišli od doleč, ka bi Jezuša počastili. Herod pa je bil tako blizu Jezuše, ali on je poslal vojsko, ka bi Jezuša bojili. In to se je dogajalo, podobno se je dogajalo celo Jezuševo življenje. Vsikdar so ob njeme bili tiste, štiri so njeme nasprotovali in pa mala peščica ljudi, štiri so z njim odile, se od njega včili in njega častili. Jezus je vse tiste, štiri so ga spremljali, zval na spreobrnenje, zval je na spremembo v svojem življenje, v svojem odnose do Boga. Ali malo se je odzvalo njegovne pozive. 12, 70, 500. V Getsemanskom vrtu so ga vsi zapustili. Niti eden je ne ostal z njim. In že prvi, da je Jezus govoril o tom, kaj je on križ življenja in ka što nede njega džo, njegovega mesa in pa pil njegove krvi, ne ima življenja. Po tej besedaj, po tom, ko je on govoril, te to piše, so mnogi odišli od njega in so ga več ne nasledovali. Na pitanje učencom, če ali ščejo tu une odite, je Peter odgovoril tako. Janezov evangelij 6, 68 pa 69 tako pravi. Odgovoril je pa njeme Simon Peter: Gospodne, kome bomo šli? Reči, žitka veke večnoga maš. In mi smo vrvali in spoznali, ka si ti Kristoš, sin živoga Boga. In te isti Peter je Jezuša 3-krat zatajal, da je Jezus bil na sojenje pred velikimi duhovniki. Zakaj se to dogaja? Zakaj dostakrat Božji človek zatagi? Zakaj se dogaja, ka gli v tistom pravom času, v enom primernom času ne povem svedovstva za Jezuša? Zato obstaja samo en razlog. Jezus je šota na dvakrat od slovo, premagal v piščave na začetki njegovega delovanja in te na križe. No, pa še večkrat zmezga je tuj od slovo. Vseeno pa se naš neprijatelj trudi, ka bi tiste, štiri Jezus še sledijo na poti večnega življenja, ka bi je dojstoval in jim tok preprečil vstop v to večno slavo pri nebeškom oče. Ali te Jezušov poziv je ešte dnes aktualen. Petre je ešte prvi, ko k njim je provo, kada ga zatajo, Petra je pozval na spreobrnenje. V Lukače 22 tale, 31 pa 32 veršo šleko to štejte doma. Edino to, da te usposobljene, kada leko utrjeval druge ljudi. Dragi moji, isto je tu dnes. Isto je tu dnes. Pravo spreobrnenje in ta neprenehna hoja z Jezušom po Jezušovoj začrtanoj poti bo spodbuda in pa pravi vzor za ljudi okoli tebe. Kako pa se to lepo zgodi? V začetnom tekstu smo prešteli, kaj je Jezus bil križan med dvema razbojnikoma. Na vsakoj strani je imel enega nasprotnika. In druge in ti se dnes nahajava bili v takšnem položaju. Kjerkoli se nahajaš, imaš okoli sebe ljudi, štiri ne sprejemajo Jezušovega navuka, ne sprejemajo Jezuša. Ko zdaj v toj situaciji
činite. Izziv, štiri je dostakrat povezane z enim skušavanjem, z eno preizkušnjo. To, kot Jezus, kdo je bil na križe, v Mateje 27. tale, 42. veršoš, tako štejmo. Druge je zdržal sebe, ne ve zdržal te. Če je kralj izraelski, noj ide dole z križa i vrvali bodemo. Če bi te Jezus podlegel še toj zadnjoj šotanovoj preizkušnje, dragi brat, draga sestra, dragi štere, gledaš, za mene in tebe ne bi bilo odrešenja. Ale Jezus je včinil čisto nekaj drugega. Na križe se je vzrisala ena čudovita slika, štera dava vypanje vsakome človeke. V Mateje 27. tale 44. veršoš nam pravi to. Tiva razbojnika z njim razpeta, špotorila sta se z njega. Ali tu se te dogodek ne konča. In to je ta čudovita slika, štera nagovarja vsakoga med nami. V toj agoniji trpljenja, šteroga sta teva dva razbojnika doživljala vkuper z Jezusom, se je v življenju obeh teh razbojnikov nekaj dogajalo. Nekaj se v njivajnom srce noter dogajalo. In v Luka 24. tale, 19. do 43 imamo to zapisano. Luka 24. tal od 19. do 43. veršoša. Eden pa ti gore povešene hudodelnikov ga je preklinjal govoreče, če se ti Kristus zdrži sam sebe in naj. Odgovoreče pa te druge, karal ga je govoreče, ne ti se ne bojiš Boga, geto si bo enakoj sodbe. I myva istina pravično, ar vredna, štera sva delala jemleva. Eta je pa nikaj ne včino hudoga. I erče Jezuše, spomeni se z mene, Gospodne, do prideš v kraljestvo tvoje. I erče njem Jezuš, za istino velim te, dnes z menov budeš v paradižume. Dragi moje, v Jezušovoj prisutnosti se sikdar nekaj zgodi. Sikdar se nekaj dogaja. Dva razbojnika, dva človeka z življenjem, štero je bilo v nasprotju z vsemi zakonami, prejmljata, dobivata svoje zasluženo plačilo za to, kako sta živela. Ali eden trpi ještě naprej v svoji samopravičnosti, ali v življenju drugega človeka se poleg vsega trpljenja nekaj zača porajati. Namesto obsodbe in pa zaničevanja se zača roditi v njegovom življenju tisto samo preverjanje, samo analiza. Te drugi se zača zavedati svojega stanja, svoje odgovornosti. Zača pripoznavati svoje zmotno prepričanje. Zača pripoznavati svoje zmotno, svoje zavoženo življenje. In te se zateče k Jezuše. Spomni se me. Spomni se me. In Jezušov odgovor na klic toga razbojnika je bil, še gnes boš smjav. Jezus ne pusto tistega, šter je prepozno v negotovosti, pač pa njim je dal sigurnost odrešenja. Isto se dogaja ještě dnes. Do se zatečeš k Jezuše, do ideš k njeme, do pribežiš k njeme in ga prosiš, naj se te spomne. Te doživeš odrešenje. Te doživeš zveličanje. In križ to zagotavlja vsakome. Ne križ na stene, ne križ tam ob cesti, poleg ceste, štere stogi, niti ne križ, šterega imaš kolešinjaka na lonček je obešenoga. Ne, križ Jezuša Kristuša, križ trpljenja Božjega Sina, križ, gdje je Jezus mrl
in s tem poplačal grehe vsakoga, štere jih odlože pri tom križe, štere svoje grehe prepozna pred njim. Dragi moji, pogledajmo jeszcze ko se je zgodilo na križe. Jezus med dvema razbojnikoma. Na enoj strani ostaja človek zgubljene v svojih grehaj in še itak dejva svojo krivdo na Boga, na Jezuša. Na drugi strani človek, razbojnik, štere pa doživlja spremembo. Tej drugi razbojnik je v zadnjem trenutku doživel to, ko je Jezus povedal v Janeze 14. tale in pa 6. veršoš. Janezov evangelij 14 in pa 6. veršoš Jezus je pravo to. Velinje mi Jezus, jaz sem ta pot i istina i žitek. Nišče ne pride k Oče, nego po mene. Jezus je na križi odprl pot do Oča, odprl je pot do istine, odprl je pot do večnega življenja. In što je prvi izkoristil to možnost, to, ko je Jezus napravil? Razbojnik. Razbojnik. Njeme so se v zadnjem trenutku njegovega življenja odprle njegove duhovne oči. On je spregledno, kje je ta pomoč, kje je ta pomoč za njegovo dotično situacijo. Dragi moji, zaključen z tem sporočilom. Brez Jezuša, brez Boga je vsaki človek obsojen na večno smrt, na večno pogubljenje. Zato so vezenski prazniki tako veliki. Zavolo toga, ka ponujajo rešitev problema prebivanja večnosti. Ponujajo rešitev, kje lahko človek preživlja svojo večnost. Tudi v tom času razsajanja toga koronavirusa, da smo vsi, kako povem, sotrpine, to, kot sta teva dva razbojnika bila. Vsi smo v istoj situaciji, ali vseeno imamo vipanje in pa zatočišče pri Jezuše. On je tej most prehoda iz večnega pogibljenja v večno življenje pri Bogu. Draga cerkev Nuskove, bojte si blagoslovljene na toj poti. Božji mir pa vas naj spremlja, kjerkoli ste nahajali. Amen. Nebeški Oče, hvala je Tebi za Tvojo veliko ljubezen, štero se nam pokazal v Sinu Jezuši. Hvala je Tebe, ka nam je ta pot odkrita po Svetom Duhu in je to živo v naše življenje. Duh Sveti, hvala je Tebe, ka si nas pripeljal na to pot odrešenja, na pot zveličanja. Jezus, dragi, hvala je Tebe, ka v Tebi imamo vipanje. Tudi v toj situaciji, v štero se nahajamo. Nebeški Oče, v imenu Jezuša blagoslavljam vsakoga mojega brata, vsako mojo sestro, vsakoga, štere čuje tej glas, tej radosti glas, kaj je pri Tebi vipanje, pri Tebi odrešenje. Da bi za istino se vsaki odločil na to pot in šel po toj poti do toga večnega cilja v Tvoje slave. Amen. Amen. Bojte blagoslovljene v imenu Jezuša Kristuša. Pri Tvojem križi poleg Jezus drži meni, žitka voda tam teče z Kalvarijske gori. Samo pri Tvojem križi je vypanie
Ja, Jezus je pot, resnica in življenje. In nišče ne pride k oče, kak po njem. On, Jezus je ta pot. Pot štera vodi v življenje resnice, ljubezni, radosti, mira in še bi lahko naštevala. In zdaj, gnes je te čas, da še lahko izbiramo, čas milosti. A pride čas, pride trenutek, da to več ne bomo mogli. Pride trenutek, da je to, ko vidimo, ko poznamo, vse to, da je minilo in te, da je nastopila večnost. Te, da je nastopil trenutek, da bomo Jezusa gledati iz oči v oči. Vidimo njega v njegovi slavi. In te več ne je čas za odločanje. Zato izkoristi dnešni dan. Izkoristi dnešnjo milost, štera še zdaj traja. Izkoristi jo, tako kot je izkoristil te razbojnik na križi poleg Jezusa. Izberi Jezusa in zaživi to izpolnjeno življenje z njim, kajti to je čudovito življenje. Na koncu vas prav lepo pozdravljam in vam želim blagoslovljeno nedeljo še nadalje in blagoslovljeni keden, šteri je pred vami in pred nami. Spodbujam vas, ki še naprej spremljate vso pošto, vso elektronsko pošto in obvestila, štera, da vam jih še naprej pošilja naš pastor. Naj te Božji mir izpolni vaše domove in vaše življenje.